Ob vikend hišici med Dolenjskimi griči so se lastniki vrsto let spopadali s strmim in nepovezanim vrtom. Po 2 desetletjih so se odločili za strokovno prenovo okolice. Nastal je prekrasen vrt s širokimi terasami, skladnimi prehodi in izbranim rastlinjem, ki navdušuje v vseh letnih časih. Andreja, lepo pozdravljeni. Lep dober dan želim. Smo na Dolenjskem, kjer je vse zelo razgibano, dinamično in ob pogledu na to pokrajino človeku kar srce zaigra. Tudi vaš vrt je tako pester in zanimiv, pa me zanima, kdaj je začel nastajati? Pred 26 leti sva z možem kupila to zemljišče. Na zemljišču je bil tudi ta objekt, ta naša hišica v 3. gradbeni fazi. In jaz sem se pravzaprav takoj lotila načrtovanja in zasaditve vrta. Ste se pa nedavno odločili za prenovo vrta. Kaj je bil razlog za to? Več razlogov je bilo. Nekako vzdrževanje vrta nama je z možem malo šlo iz rok. Parcela je kar precej velika in morda vse zasaditve niso bile najboljše, oziroma sedaj vem, da niso bile. Tako da prvi primarni cilj je bil zagotovo, da si poenostavimo urejanje oziroma vzdrževanje vrta. Drugo, kar smo si nekako želeli, tukaj je veliko brežin, da pridobimo nekaj ravnega prostora. In tretji cilj je bil, da nekako tale bivalni del vrta z jedilno mizo povečamo. Radi gostimo večje družbe, pa smo bili kar malo stisnjeni, tako da zdaj imamo to prečudovito leseno teraso in se nekako vrt bolj odprl. Kaj pa gabionik? Čigava zamisel je bila ta? Ta predlog je dal Tomaž, izziv je bil tukaj kar precejšen. Z možem sva se strinjala, meniva, da tako les kot kamen je odlično sodi v to mikrookolje oziroma širše okolje in mislim, da je ta kotiček prav lepo izpadel. S prenovo se je okolica iz klasičnega vrta ob vikend hiši spremenila v moderno oazo sprostitve in navdiha. V njej se prepletajo ravne in vijugaste linije, kot tudi naravni, podeželski in moderni slog. Pozdravljeni, Tomaž. Pozdravljeni. Vi ste načrtovali prenovo tega vrta in poskrbeli za vso delo, ki je bilo potrebno, pa me zanima, s kakšnimi izzivi ste se srečali tukaj? Ja, izzivov je bilo kar nekaj. Prva stvar recimo je bila ta, da sem imel občutek, da naročniki niso imeli prav veliko tega vrta. Vrt je sicer ogromen, ampak nekako neugodno beži oziroma je pod naklonom stran od bivalnih vrtnih delov oziroma stran od objekta. Druga stvar je bila, nekaj elementov je bilo že prisotnih v vrtu, kot so džakuzi, terasa, manjša letna kuhinja, ampak nekako med sabo niso bili povezani. Tretji izziv je pa, kot sem že rekel, teren, ki je bil padajoč. Nekako ni bilo nekih ravnih predelov, kateri bi nekako bili funkcionalni in za gojenje rastlin, za naročnike, za njihove dejavnosti in podobno. Vaš cilj je torej bil, da iz neugodne situacije ustvarite vrt ugodja. Kako vam je to uspelo? V začetku sem nekako počistil prostor, odprl sem proti dolini, odstranili smo rastline, ki so nekako bile skoncentrirane strani in so bili nekako v napoto. Povezal sem te, bi rekel, dislocirane elemente, kot so terase, džakuzi in pa letna kuhinja, z neko funkcionalno potko, z dodatno ploščad oziroma teraso v neko tako sklenjeno enoto in funkcionalno. Potem smo v sredini vrta usekali, nekako rečeno, 2 L-a. To pomeni, da smo regulirali teren, da smo modificirali teren, naredili ravnino sredi tega terena, vendar smo s tem posegom mogli narediti oporne zidove, katere smo naredili iz gabionov. Zdi se mi, da so gabioni prevzeli kar veliko težo terena. Ali ste morali jeklene mreže zabetonirati v tla ali kako ste poskrbeli za stabilizacijo? Ja, višinska razlika je premoščena, je bila kar velika, več kot meter pa pol. Tako da seveda te gabioni oziroma te žičnate mreže ne stojijo same po sebi. Spodaj je zelo globok temelj in v ta temelj so privijačeni vertikalni kovinski elementi, na katere so potem nasajene te košare in potem napolnjene z kamenjem.
Kaj pa se vam je porajalo v mislih, ko ste prvič prišli sem in uzrli vsa ta drevesa, ki rastejo tu že več kot 20 let? Ste jih videli kot odliko ali spotiko? Bila je predvsem odlika, zelo sem bil vesel. Vedno se v vrtu razveselim starejših dreves, odraslih dreves, še posebej, če rastejo ob strani, če niso na poti nekje v sredini vrta, in se jih da krasno vključiti v novo zasaditev, v novo ureditev. S tem, ko je oblikovalec vrtov ohranil ogrodje iz starejših drevnin, so na novo posajene rastline postale opazne kakor prefinjena slika v dobrem okvirju. Ta mešana zasaditev tukaj, ki je pritegnila toliko velerilcev, me zanima, kaj ste tukaj posadili? Tukaj smo posadili mačjo meto, posadili smo sivko in podobne medonosne rastline in so se skozi oblegane z različnimi žuželkami. Ste se s čarobno palico dotaknili tudi predela pred hišo? Ja, seveda, šlo je za v bistvu kompletno ureditev okolice objekta. Dotaknili smo se do zadnjega kotička, smo se uredili, tudi predvrt. Zamenjali so se tlakovci, nekoliko so se dopolnile zasaditve. Hkrati pa smo dopolnili tudi en tak lep intimen kontiček v senci z trajnicami za senco, tako lepim prostorom za popoldanski počitek. Po besedah lastnice je prenoljeni vrt dragocen tudi zato, ker svojo mikavnostjo v vsakem letnem času vabi k odkrivanju tako senčnih kotičkov, kot tudi izrazito sončnih predelov, ki jih plemenitijo rastline in okrasni detajli. So s prenovo bila vaša pričakovanja dosežena ali vas je mogoče kaj presenetilo? Absolutno dosežena oziroma presežena. Mislim, da je Tomaž s svojo ekipo opravil čudovito delo. Zelo ljubo mi je bilo, kako sva komunicirala, kako sva sodelovala. Seveda je bila najina želja, da ohranimo ta stara drevesa. Zelo preferiramo avtohtone vrste rastlin. Želela sem si veliko grmičevja z užitnimi plodovi in to sedaj vse imam. Kako pa je po novem s košnjo pri vas? Se je kaj spremenilo? Ja, to je bil eden izmed ciljev. Mož je v bistvu porabil za košnjo skoraj 3 ure, zdaj je to kar 1 uro manj in tudi sicer je vzdrževanje vrta veliko bolj prijazno in enostavno. Kdo pa tukaj uporablja džakuzi? Ja, midva z možem seveda je naša vnučka Pija, ki se vedno razveseli, ko tamle noter čufota in neizmerno uživa. Ste za vnučko pridobili še mogoče kak dodaten prostor, ki vam je dragocen? Ja, Pija je še posebej vesela zdaj tega ravninskega dela, kjer igramo badminton, igramo se žogo, dela kolesa, tako da je to zelo dobrodošlo. Med vsemi temi rastlinami, ki so na vrtu, me zanima, katera je pa tista, ki vam največ pomeni? Težko vprašanje. Zagotovo rododendroni. Zelo imam rada tudi smilj. Nekako z možem res občudujeva naravo, želiva se enostavnega, preprostega življenja, tako da so v tem mikrookolju zelo srečna. In pravzaprav pogled na katerokoli rastlino, živalco, tukaj pridejo tudi srne, naju neizmerno osrečuje.